Septembra je Mestna občina Ljubljana že 24. leto zapored aktivno sodelovala v Evropskem tednu mobilnosti. Letošnji program je vključeval več kot 60 brezplačnih dogodkov za vse starostne skupine in 5 trajnih ukrepov. No, mi smo se odzvali vabilu tudi na otvoritev parka varne mobilnosti. Danes smo tukaj ob izjemni priložnosti, odprli smo park varne mobilnosti. To je pač center, ki bo združeval in znanje, in usposabljanje, in praktične dele. Tako da smo izjemno ponosni, da smo v Ljubljani dobili en tak park, ki bo prispeval še bolj varni Ljubljani, bolj varnim cestam in nasploh zavedanju o tem, da je treba paziti drug na drugega v prometu. Varnost v prometu je neizogibno povezana tudi s trajnostno mobilnostjo. Vse več je mikromobilnostnih sredstev, se pravi, kolesa so že kar precej v porastu. Imamo skiroje, imamo rolke, kotalke in vse, kar je teh drobnih sredstev. In tukaj se lahko pojavijo težave, ker še nismo vajeni, da jih je toliko v prostoru. In zato tudi ta park varne mobilnosti naslavlja te teme. Ker pa v Evropskem tednu mobilnosti, namreč tale park varne mobilnosti je eden od trajnih ukrepov, ki jih vsako leto v okviru tedna mobilnosti izvajamo v Ljubljani, poleg seveda tedenskih aktivnosti, številnih dogodkov, imamo jih letos recimo čez 60, da bi ljudi ozavestili in predali to sporočilo, da ni treba za vsak korak uporabljati avtomobila. Namreč po raziskavi potovalnih navad še vedno več kot 12% ljudi za poti krajše od kilometra uporabljajo avtomobil. In to je skoraj da nesmisel. Se pravi, radi bi ljudi opozorili na to, da naj premislijo, ali res potrebujejo avto. Seveda v določenih primerih se potrebuje, ampak želimo pa spodbuditi hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa. In Ljubljana nudi veliko alternativ osebnemu avtomobilu. Vprašanje pa je, kako se bo oseba odločila, da bo potovala. Tako da v bistvu Evropski teden mobilnosti uporabljamo tudi kot nekakšen apel, naj potujejo bolj trajnostjo, če jim seveda okoliščine to omogočajo. Ob Evropskem tednu mobilnosti po celi Evropi poteka veliko prireditev. Odprtje parka varne mobilnosti v Ljubljani je edinstven dogodek za žrtve prometnih nesreč, za vse tiste, ki želimo dodatna izobraževanja, predvsem za otroke, za mlade in tudi starejše, kajti mikromobilnost prinaša v mesta nove izzive in ne želimo si več žrtev in več poškodovanih, temveč živimo za vizijo nič. To je zaveza Ljubljane, to je zaveza Ljubljančanov in vsi, ki vstopamo v to mesto in želimo si postati v naslednjem desetletju ravno tudi s takim parkom eno najbolj varnih mest.
Eden od 5 trajnih ukrepov Evropskega tedna mobilnosti je tudi nov avtobus na vodikov pogon. Torej, Ljubljana je deležna velike nove pridobitve prvega avtobusa s pogonom na vodik. Vodik je zelo zanimiv energijski vektor, saj omogoča shranjevanje presežkov zelene električne energije in kasnejšo uporabo v tem primeru v avtobusih. Ljubljana se je zavezala, da doseže ogljično nevtralnost do leta 2030 v okviru misije 100 in to je prvi korak na poti k temu cilju. V naslednjih mesecih in letu bodo temu sledile še dodatne dobave, prišli bodo še dodatni avtobusi na vodik, v naslednjem letu pa pričakujemo tudi avtobuse na električno energijo. In če se nekoliko bolj dotaknemo tega avtobusa, ki prihaja, lahko opazimo, da je v marsičem bistveno drugačen od avtobusov, ki smo jih do sedaj navajeni. Prva stvar, ki jo vsak takoj opazi, je, da je druge barve. Avtobus je zelene barve in s tem želimo sporočati, da smo se usmerili k temu zelenemu prehodu in k doseganju ogljične nevtralnosti. Druga stvar je, da je avtobus tudi v notranjosti popolnoma drugače razporejen, kot so bili avtobusi do sedaj. Opazili boste, da ima bistveno boljšo razporeditev prostorov za gibalno ovirane, za mamice z vozički, ima popolnoma drugačno oblazinjenje sedežev in tudi na splošno je vizualni vtis tega avtobusa čisto drugačen. In kar je najpomembnejše, pri svojem premikanju ne sprošča popolnoma nobenih škodljivih emisij v zrak. Edina stvar, ki jo izpušča v zrak, je vodna para. In s tem mislim, da smo naredili en velik in odločen korak k doseganju ogljične nevtralnosti do leta 2040 in verjamemo, da boste tudi vi, potniki, ko boste to vozilo uporabljali, ko se boste odločili raje namesto kot za uporabo osebnega vozila za uporabo javnega potniškega prometa, da boste pomembno pripomogli k temu skupnemu cilju.